Lepo pozdravljeni, moje ime je Eugen Gec. Mnoge kozmetičarke me poznajo predvsem po tem, da pomagam pri izboljšanju poslovanja v kozmetičnih salonih. In vkolikor ste tudi sami v kakršnihkoli težavah oziroma imate določene izzive pri poslovanju, seveda se lahko obrnete kadarkoli name. Lahko si pa pogledate seveda tudi posnetke, ki smo jih do sedaj že pripravili za vas tukaj na mojem YouTube kanalu. Kaj bomo danes pravzaprav delali? Danes sem pripravil tematiko, ki vam bo v izjemno pomoč pri izboru blagovne znamke, ki jo boste koristili v kozmetičnem salonu. Mi vsi vemo, da stranke v salonu rade kupujejo tudi izdelke za domačo uporabo in seveda vprašanje je le, koliko so ti izdelki strankam predstavljeni, na kakšen način so predstavljeni, zato da bi se to odločili. Seveda je pa dejstvo, da koliko stranka ne bo kupila izdelkov v kozmetičnih salonih, v kozmetičnem salonu, se bo za nakup odločila v prodajalni. Predno pričnemo z opisovanjem vseh prednosti, ki jih lahko izkoristite pri tem, naj omenim še to, da vi ste strokovnjaki iz kozmetičnega področja in zato vam stranke veliko lažje zaupajo. To je podobno kot nekako pacienti, ko gredo v lekarno, veliko bolj zaupajo, bomo rekli, farmacevtu, kot pa nekemu prodajalcu, ki prodaja podobne izdelke, recimo v kozmetični trgovini. Pač ljudje radi zaupamo strokovnjakom in ker je temu tako, lahko to pri svojem delu izjemno dobro izkoristite. Predno se odločite za blagovno znamko, razmislite tudi nekoliko o tem, s kom boste poslovali, kdo je pravzaprav dobavitelj določene blagovne znamke. Torej, ali se boste odločili za blagovno znamko zgolj zaradi imena ali povpraševanja oziroma zgolj zaradi nekega marketinškega pristopa, ki je zelo intenziven na trgu, ali se boste odločili za blagovno znamko zato, da bo, bom rekel, bila primerno kakovostna, da boste z njo dosegali primerne rezultate in seveda konec koncev, da bo imela tudi primerno razliko v ceni, kajti delate, ustvarjate zato, da pravzaprav ustvarjate razliko v ceni, ne glede na to, ali izvajate storitve oziroma same izdelke. Nekateri se veliko raje odločijo za blagovne znamke, kot pa, bom rekel, se osredotočajo na določene okoliščine, kot so denimo dobavitelji. Pomembno je, da najdete skupni jezik na tem področju, kajti od dobavitelja je zelo veliko odvisno, kako se bo ta blagovna znamka na trgu plasirala, kakšna bo dobava, seveda, ko boste izdelke potrebovali in kakšno podporo imate v okviru marketinga. Te informacije imajo dobavitelji ali pa proizvajalci na voljo in zelo veliko vam lahko pomagajo bodisi pri razvoju vašega salona, bodisi pri razvoju prodaje, predvsem pa na področjih, kot so informacije, ki jih sproti dobivajo zato, da lahko lažje stranke kot take v salonu razvijate. Pomembno pa je poudariti še eno zadevo. Ko delujete z dobavitelji, delujete v kontekstu tako imenovane B2B prodaje. B2B pomeni business to business prodaja, ne? Torej, veleprodaja oziroma proizvajalec prodaja vam kot kozmetičarki, kot kozmetičnemu salonu oziroma, in tukaj je pristop povsem drugačen kot denimo pri H2H prodaji, torej human to human, človek človeku. Torej, ko vi kot kozmetičarke prodajate izdelke, se pravi končnemu kupcu, torej stranki, ne? To je potrebno poznati, kajti ko bi rekel, načini pristopa so si izjemno različni. In moramo poznati eno in drugo stran, seveda, da prvič, da si lažje izborimo neke določene pogoje pri proizvajalcu oziroma dobavitelju in na drugi strani, da lažje pristopamo tudi do samih končnih uporabnikov, ne. Vendar, kaj je v večini primerov
rekel, nekako ključni dejavnik pri izboru blagovne znamke. Najprej je zagotovo prepoznavnost, kajti če je blagovna znamka prepoznavna, se tudi kozmetični saloni veliko lažje za njo odločijo. Ne? Občutek, ki imajo, oziroma prepričani so v to, da če je blagovna znamka dovolj poznana, da bodo veliko lažje z njo delali, oziroma da bodo kar kupci sami oziroma stranke po njej spraševali. No, lahko povem tudi to, da se pogosto dogaja, da se nekateri celo skrivajo iza blagovne znamke. Kaj to pomeni? To ne pomeni v nekem grdem pomenu nekaj čudnega, ne, skrivanje. Temveč gre za to, da veliko raje izpostavljajo blagovno znamko kot samega sebe. Najpomembnejša blagovna znamka v kozmetičnem salonu ste vi, vaše ime, ime vašega salona, in to je potrebno nenehno izpostavljati. Blagovna znamka izdelkov, s katerimi delate, je seveda pomembna, vendar ni pa toliko primarnega pomena, kot je vaše delo, vaše ime, se pravi vaš naziv, ki ga predstavljate v tistem okolju, v katerem delate, kajti potem ste tudi prepoznavni, ne? No, seveda je tukaj tudi kakovost, ki je zelo pomembna. Torej, jaz velikokrat predlagam, da je najboljše v salonih imeti vsaj 3 blagovne znamke. Nekje v višjem srednjem cenovnem razredu, v srednjem, višjem srednjem in visokem cenovnem razredu. Zakaj? Zato, ker so strukture strank so različne, in ker so različne, so tudi možnosti in priložnosti različne. Lahko se prilagajate, se pravi, določenim zmožnostim posameznih strank, kajti nekateri želijo vlagati vase več, nekateri manj, in v primeru, da imamo izključno eno blagovno znamko, ima stranka možnost med izborom samo med da ali ne. V primeru, kot sem predhodno opisal, je pa možnosti več, in zato je tudi lažje ustvarjati, bom rekel, neko širino prodaje. Še ena zadeva, ki je izjemnega pomena pri tem, o kateri je vredno razmisliti, je razlika v ceni. Z dobaviteljem se morate najti nekje na neki skupni točki. Videti morate, koliko vam dejansko blagovna znamka kot taka prinaša. Zdaj, v večini primerov so te razlike v ceni zelo dobro pripravljene, redki so primeri, da bi bile te razlike izjemno majhne, vendar jaz bi želel poudariti, da se zelo izplača prodajati izdelke tudi v kozmetičnih salonih, kajti konec koncev vam lahko ustvarjajo izjemno veliko dodano vrednost. Še posebej, kar se tiče ustvarjanja prihodkov. Torej, če bi denimo stala ena nega, čisto osnovna nega, 50 evrov, da prodate poleg nje še izdelek, za 50 evrov je to 100 evrov in ni 50 evrov. Ne? Seveda govorimo o bruto prihodku. Ne? Dajte razmisliti o tem, kajti to je izjemnega pomena, kajti gre se seveda za vaše pozitivno poslovanje pri vsem tem. Ne? Še ena zadeva, s katero se je dobro soočiti že na samem začetku z dobavitelji ali proizvajalci, to je podpora. Koliko vam nudijo podpore v obliki izobraževanja, v obliki marketinga, prodaje na različnih teh področjih, in seveda na koncu, koliko vam lahko zagotavljajo neke vrste sigurnost. Koliko boste lahko izdelke redno dobivali, ko boste potrebovali, in seveda koliko boste lahko tudi močno se promovirali na samem trgu, da boste ustvarili večjo prepoznavnost enih in drugih. Gremo pogledati naprej, kako je najbolj primerno se odločiti za določeno blagovno znamko. Tako kot sem predhodno dejal, je veliko bolj pomembno kot to, koliko boste nečesa prodali, kaj imate pravzaprav za ponuditi. Ne? Stranke, ko pridejo v salon, oni, tako bom dejal, profesionalnih blagovnih znamk v večini stranke ne poznajo. To poznajo kozmetičarke, in ker so kozmetičarke strokovnjaki iz tega področja, bodo tudi strankam najlažje razložili,
zakaj je dobro uporabljati profesionalno blagovno znamko, zakaj je primerno, da se stranka za njo odloči, torej da bo kvaliteta izvedenih storitev, seveda, ki se bodo v salonu izvajale, dobra, poleg tega pa se bo z domačo uporabo izdelkov vse to ustvarjali se bodo, bolje rezultati zaradi tega, ker bo nega doma potekala redno in koliko bo temu tako, zagotovo so dobri rezultati neizbežni. Pomembno si je zapomniti še eno zadevo. Kaj boste z izbrano blagovno znamko želeli ustvariti? Torej, ko se odločite za določenega proizvajalca oziroma za določeno blagovno znamko, dajte se vprašati, kaj želim ustvariti s to blagovno znamko? Kdo so moja ciljna skupina strank? Ali so to stranke tako imenovane C stranke, torej stranke, ki običajno potrošijo manj denarja in nas redkeje obiskujejo v salonu, ali so to B oziroma A stranke, ki so pripravljene za storitve potrošiti več. Vse to je odvisno od našega izbora. Najbolje je seveda se potem temu primerno prilagoditi oziroma specializirati in tako boste ustvarili, bom rekel, neko svojo prednost tudi na samem trgu. Nekateri se tudi odločajo recimo za blagovne znamke, ki so bolj sintetične, nekateri za blagovne znamke, ki so bolj naravnega izvora, vendar to je stvar posameznika, kajti tukaj nekateri so bolj nagnjeni na eno oziroma na drugo stran. Seveda temu primerno potem tudi ozaveščajo stranke in imajo tudi ciljno skupino že določeno. Torej, če prodajate, sintetične kozmetične izdelke nekomu, ki želi uporabiti samo naravne, bo verjetno to težko, ali pa nasprotno, kakorkoli že. Vendar vse to ima tudi določene prednosti in slabosti. Vse to torej, kar sem navedel. In sicer prednosti, recimo pri izboru blagovne znamke je predvsem pravilen izbor in prodaja. Več kot boste prodali, torej več boste dobili. In tukaj nastaja, bom rekel, če lahko temu tako rečem, v kozmetičnih salonih neke vrste krč. Nekateri pravijo, jaz nisem dobra za prodajo, zelo dobro pa znam ljudem predstaviti. Nekateri pravijo, ne, pri nas sploh ne prodajamo izdelkov, in mi se osredotočimo samo na storitve, ne želimo pritiskati na same stranke. Naj povem to, da današnji način prodaje s pristopi, ki so na voljo, niso več takšni, da bi stranko prisilili v nekaj. To je bilo včasih, to je bilo v 80-ih, 90-ih letih, da tisti, ki je bolj govoril, tisti, ki je bil bolj posesiven, prodal je več in tako naprej. Danes je to drugače. Danes se gre pri strankah predvsem za ozaveščanje, da jim pravočasno določene stvari predstavimo na njim razumljiv način in seveda, da se znamo prilagoditi njihovim željam oziroma njihovim zmožnosti, ki jih imajo na voljo. Seveda smo pri tem lahko dokaj uspešni, še posebno, če nam je določena blagovna znamka všeč. Kozmetičarke me pogosto vprašajo, Evgen, bi mi lahko ti priporočal katero od blagovnih znamk? No, najprej moram povedati, da jaz delujem nevtralno. Jaz nisem vezan na nikogar od dobaviteljev, vendar jaz jim vedno nekako obrazložim, da je pri izboru blagovne znamke izjemno pomembno najti dobavitelja, s katerim boste na pravem, bom rekel, na pravi frekvenci, na pravem nivoju odnosov. To pa zaradi tega, ker ravno od odnosov je odvisno, kako boste uspeli ustvariti potem neko dolgoročno poslovanje. Zato, da ne bi prihajalo do prevelike ali pa prehitre menjave blagovnih znamk, kar je seveda za stranke lahko zelo moteče. Tukaj je zelo odvisno seveda tudi to, kakšno si boste lahko ustvarili pripadnost do samih izdelkov. In če boste ustvarili to pripadnost do izdelkov pravo, bo tudi prodaja veliko lažje sama že po sebi stekla, kajti če boste to, kot sem predhodno dejal, delali po postopkih, ki so ključnega pomena za uspešno prodajo, ki se jih lahko naučite tudi pri nas seveda,
potem ne boste imeli pri tem težav. Dejstvo je, da vsaka blagovna znamka mora ustvarjati dobre rezultate. To je cilj in danes bi lahko dejali, jaz upam trditi, vsaj v profesionalni kozmetiki bi lahko dejali, da slabih blagovnih znamk na trgu ni. So pa drugačne, ne? Različne so si po kakovosti in dobro je poznati te razlike, zato da bi videli, kaj bi bilo za nas, ki s tem upravljamo, delamo najbolj primerno oziroma najboljše, ne? Tukaj bi še enkrat poudaril, z dobavitelji bodite čim bolj korektni, skušajte najti, seveda včasih pride do določenih težavic, ampak naj bodo to izzivi, naj ne bodo težave, iščite skupne poti, zato da poiščete, zato da boste lažje pristopali na trg, kajti jaz pravim tako, dober dobavitelj je tisti, ki se zaveda, da vsi živimo, vsi v tej verigi živimo od strank, torej od končnega kupca. In če se tega zavedamo, potem lahko na pravi način tudi pravilno pristopamo do tega, ne. Seveda obstajajo pa pri tem tudi določene slabosti, torej o slabostih lahko govorimo tedaj, ko gre za neko slabo prilagodljivost, predvsem ko nekateri ocenjujejo recimo velike in male kozmetične salone, velike in male dobavitelje, dobre in slabe dobavitelje ali pa dobre in slabe salone in tako naprej. Taka ocenjevanja, ki niso utemeljena, ki prihajajo, bomo rekli, samo iz nekih predlogov, mnenj nekoga drugega, jaz pravim, se jih je dobro izogniti, kajti to ne prinaša nekih dobrih rezultatov. Druga zadeva, kar vam bi še želel poudariti, pa je, da je najbolje se odločati za cele linije, kajti če imate celostne linije, boste veliko lažje pristopili do strank, kajti jaz rad poudarim, da je zelo dobro pri strankah ustvarjati prodajno skupino. Torej, da se ne prodaja zgolj posamičen izdelek, ampak da se prodaja skupina določenih izdelkov. Zakaj? Zato, ker stranke, ko jih educiramo in ko uporabljajo vse izdelke, kajti vemo, da vsi izdelki, pravzaprav ni izdelka, ki ne bi imel poleg sebe izdelka, ki bi bil z njim kompatibilen, ne. In to je dobro izkoristiti. Stranke, če jih boste pravilno informirali, se bodo za to tudi odločile. Seveda z neko pozitivno opombo, da bodo rezultati na koncu, če bojo uporabili vse tako, kot boste vi njim predlagali, opisali, bodo rezultati veliko boljši, ne. Včasih prihaja tudi do določenega pogojevanja. Tukaj se je dobro recimo nekako spogajati, še posebno, ko gre recimo za izdelavo nekih določenih, izložb recimo, ne, nekaterim dobaviteljem bi bilo všeč, da imate celo izložbo v njihovi blagovni znamki, kar je seveda lahko zelo pozitivno, ljudi pritegne, vendar do neke določene meje. Predhodno sem omenil, da najpomembnejša blagovna znamka salona ste vi sami oziroma ime vašega salona in zato morate temu dati tudi prednost. Konsignacija je lahko izjemno dobro, bom rekel, neka priložnost za kozmetične salone, medtem ko za dobavitelji to ni najboljše. Zakaj ne? Zato, ker oni imajo še vedno blago na skladiščenju, sicer na drugi lokaciji, in običajno takrat, ko nekaj ni pogojeno z nečim, običajno tudi prodaja ni taka, kot se jo pričakuje. In zato če je le možno, se je dobro konsignaciji recimo izogniti. Ena od slabosti je tudi premajhna prodaja, torej slaba prodaja. Če vidite, da prodaja izdelkov ni dobra, verjemite, da se splača vložiti v znanje, zato da boste pridobili to znanje, da boste lahko na osnovi prodaje ne samo izdelkov, prodali boste tudi več storitev, ki jih imate v salonu, oziroma prodali boste lahko več tudi dražjih storitev tistim strankam, ki že obiskujejo vaš salon. In to je velika, velika prednost, ne. Ena od slabosti, ki vam lahko še nekoliko ponagaja na samem trgu, je pa neprilagodljivost ali neprimeren marketing. Marketing je dandanes, vsi vemo, ključnega pomena in če ne znamo stvari pravilno predstaviti,
potem tudi stranka oziroma končni kupec ne bo imel razloga za to, da bi se odločil za naše storitve oziroma za naše izdelke. Res je tudi, da včasih se preveliko pričakuje tudi od blagovne znamke. Včasih pričakujejo, da nam bodo dobavitelji dali in plakate in letake in da nam bodo ne vem kaj vse ustvarili in testerje, da nam bodo, vse to nam dajo pravzaprav, ne. Ampak morate vedeti, da dobavitelji tudi tega ne dobijo brezplačno. Vse to morajo plačati in seveda tisti, ki delamo v kozmetiki že vrsto let in smo bili že pri veliko dobaviteljih in proizvajalcih, vsi vemo, da se nič ne dobi brezplačno. Vse je potrebno plačati, tudi predavanja, tudi izobraževanja, vse je potrebno plačati v tujini. Pri nas je to mnenje včasih nekoliko drugačno, ampak delamo na tem, pravzaprav delati moramo vsi na tem, da to mnenje nekako spremenimo, kajti v prihodnosti verjamem, da bo to veliko drugače. Nekateri pravijo tudi tako, jaz bi te izdelke vzela, zelo so mi všeč, vendar jaz bi želela imeti ekskluzivo, ne. Ekskluzivo imeti, to ne pomeni, da boste dobili več strank in tudi ne pomeni, da boste ne vem koliko več prometa oziroma da boste ne vem koliko več prodali, ne. Imeti ekskluzivo pomeni imeti zelo veliko odgovornost. To pa zaradi tega, ker morate to odgovornost, na osnovi te odgovornosti morate pravzaprav zagovarjati to, da ukoliko vam je nekdo nekaj zaupal izključno vam, da tudi vi potem nekaj naredite in se potrudite za to, da boste to prepoznavnost ohranjali na nekem določenem nivoju. To ni tako preprosto, ampak jaz še vedno ostajam pri tistem mnenju, kot sem predhodno omenil, veliko bolje je imeti več blagovnih znamk, kajti tako se lažje prilagajate določenim ciljnim skupinam. Seveda nekateri se zelo radi navežejo na posameznega dobavitelja in skupaj zelo dobro delajo, vendar dobro je to uskladiti in to na način, da imate res skupne cilje, kajti če boste imeli skupne cilje, boste lahko zelo veliko skupaj ustvarili. Danes imamo na trgu izjemno veliko število fenomenalnih dobaviteljev. Nekateri pravijo, ja, jaz sem z onimi zadovoljna, nekateri pravijo, jaz nisem zadovoljna. Ne, jaz mislim, da je potrebno vedno pogledati stvar pri samemu sebi, seveda najprej, ne. To pa zaradi tega, ker najprej moramo vedeti, s kom želimo delati, ali smo na isti valovni dolžini, ali imamo skupne interese, ali bomo skupaj pristopali se pravi do naših strank, ali bomo razvijali to dejavnost naprej, ali bomo vsi skupaj nekaj naredili za to, da bo več in boljše, ali bomo čakali samo, da bo to nekdo naredil, zato ker mi kupimo določene izdelke in zdaj pričakujemo, da se bo vse samo zgodilo. Ne bo se, vsak mora narediti svoj delež, vsak mora svoj delež vložiti, torej zato, da bodo rezultati dobri, učinkoviti in da bodo stranke predvsem zadovoljne. Torej, če želite izboljšati vaše poslovanje v kozmetičnem salonu, lahko se obrnete na nas, z veseljem me lahko pokličete, kontaktirate in bom predstavil oziroma vas bomo obiskali in vam bomo predlagali seveda povsem neobvezno, kaj bi lahko v vašem salonu še dodatno izboljšali. Želim vam veliko uspeha in veliko, bom rekel, lepih poslovnih trenutkov. Srečno!